Manca, Žiga in Aljaž na Kaprisu. To je 30 let Radia Kapris. In v veliko čast nam je, da sta danes zjutraj po dolgih letih pred Kaprisovim mikrofonom ponovno. Zapojemo prvi Kikiriki. Iztok in Tomaž. Mačoke Roba, dobro jutro. Dobro jutro. Koliko Dobro let jutro. nazaj? Jana, lepo te videti. Lepo je videti tudi vaju dva. Jaz sem počaščena, da po tolikih letih vaju vidim in moram reči, da se niste spremenila nič. Jaz ne vem, s tako staro vino ponavadi pravijo za ženske, ne? Jaz sem tukaj slišal, se nisem spremenila nič. Veš kaj, Fora? Se niste spremenila nič. Ona je edina, ona nas naju vidi še brez očal. Jaz imam že očala. Gor, Ja, to je razumeš, tudi ne? res, to je tudi Ful res. razlika. Ti si stala enaka. V glavnem, Hvala. Ja, lej, dobro lepo jutro, noter. drage poslušalke in poslušalci. Lep pozdrav Obala Istra. Po skoraj 10 letih, torej Pogačnik, Malo manj. Klepač, Gustinčič. Pogačnikova, če bi imela malenkost drugačen priimek, bi imeli kolesarskega šampiona tukaj v Res studiu. je. Ja. Res? Malo ti zmanjka, parček. Čakaj, se bom Ampak spet skupaj, ne? Ti kolesariš non stop, si na kolesu vsak Ja, dan, ja. ona se piše Jaz sem sobno kolo, Evo, sta ja. prvaka. Ona je sama kolo, ker kolesari mož. Ja, ne kolesari. Dobro, kaj bomo naredili? En kup muzike imamo. A on je tiho, že ga je tiho. To je vajin šov. A res pa naj? Ja, to vi po želji, po vsemu tistemu, kot želite in presodite. Naslednji Nema komad, samo ki je eno vprašanje, kaj ste imela kaj treme danes? Jaz smo zdaj tremo. Jaz nisem spal celo noč, Mona. No, Ja. se mi je zdelo. Ti pa ne, ne? Ma ne, mislim, jaz sem se veselila, da bomo v vajni družbi, ker meni je bilo lepo. Sploh ni res, ona sploh ni hotela priti v studio. Ona je to zunaj jedla in rekla, Kaj se ne moraš bom povedati? ne bom prišla v studio, zakaj? In potem smo pripričani, prišla tako da hvala, ker si se vzela čas in da si z nama tle v studiu. A prosim. The Riddle, Gigi D'Agostino, pripravljen. Ja, vem, da ima nekaj uvoda, tako da SMS številka, če bi kdo kaj dodal in kaj napisal. Koliko je številka SMS? 1919 Obala 10. Aha, dobrodelna, ja. Ja, a ti bi uno? Ja, kaj pa še 4-1, 5-3-3-2-8-8. Aha, ostaja To enaka. ostaja isto. 53328. Ja, od forever do zapomnil? forever. Valjda, sem že pozabil. Danes bomo mi palili kakšno številko, se mi zdi, čez par ur. Okay. Gremo, dobro jutro, 30 let Radia Kapris in The Riddle, Gigi D'Agostino. Dajmo na glas, december je, veseli smo in dajmo biti tudi dobrodelni. This is Radio Kapris. Stay tuned on Radio Capri. Ma ne moreš, Tomaž. Lahko. Dajmo vrniti. Moče voso, ne voso, moče! Kako ste kaj, štima? Danes zjutraj ponovno z nami Iztok in Tomaž. Jesa. Tako je, še vedno. Lepo zdrav, dobro jutro, dobrodošli. Ja, Na Radio Kapris. Koliko časa nisem tega že rekel? 9 let in pol, pa še kakšen mesec zraven. Wow. A ste se kdaj zarekla na obnovi zgodbi? Mislim, da skoraj, ampak ne, v živo, Ne. v eter ne. Jaz mislim, da sem prišel do črke K. Tako je tudi, ja. V začetku sem imel probleme s telefonsko številko, A, ja. SMS-om, pa številko radia, ampak pol nekako gre. Ti v bistvu isto si prišel in si rekel Radio Morje, če se ne motim, ne, ko si prišel na Kapris. Ja, Iztok. Znabit. Ja. Mislim, ne vem, upam, da ne obstaja še kakšen posnetek, ali pa da ja, no, sej. Čakaj, da pogledamo naš arhiv. Ne, po mojem, da ne. A, Težko. ne. Jaz moram tudi malo vprašati, kdaj točno sem prišel na Kapri, če ima kdo ta podatek. Mislim, da je bilo 2006 ali pa 2007. Ne, Ja. 7 celo. Mislim, najprej neki vikendi in potem... Sobote si začel. Ja. Soboto Sobote. podmornica. Potem si imel z Jakob popoldan, niste Ja, skupaj, ja, ne? ja, ja. Ja. In potem, potem s tabo jutro. in Potem pa je z bila Jano. pa Lara, ne, tudi vmes. Ja, v jutru. V jutru. Ja. Ja, wow. Wow, hočete slišati, kako je zvenelo, ko ste bili skupaj v Kikirikiju? Ma veš, Mi da smo, trije? lih zadnjič so poslušali s Klepačem, ima doma tudi ene par izsekov v arhivu in so se fajn nasmejala, ampak verjetno ste kaj izbrskali, kar Klepač ni imel. Ne? Poslušaj to. Kikiriki. Uživo iz rumenega studia Radia Kapris. Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač. Zapojemo prvi Kikiriki. Kapris. Dober
Dobro jutro in dober dan, dragi in drage na frekvencah Radia Kapris. Jana, dobro jutro. Dobro jutro, Istok. Tomaž, dobro jutro. Dobro jutro, Istok. Po dolgem času, Tomaž, ponovno z glasom ob 5:30, ne? Ti to pa en podvig, ne? Je. Spelo nam je na drugi strani slušalke, imam Istoka. Čau, Istok. Čau, Lara, poslušalci, čau, kikirikijevci. Iz višine, trenutno malo manj kot 1500 metrov, se javljam Istok, za mano je tudi Tomaž, smo v zraku, smo šli s tandemom, to zadevo morate probati. Torej, recept, samo spasiramo to in to je to, barba papa. I pojesti. Dobro, okej. A paste da ne bruhate. Da ne bo češblje, ja, v redu. Pa ja, tako je, to ne smete preveč tega vzeti. Gospa Špehame, kje boste praznovali ta prehod na novo leto? Evo pa jaz se bom zdaj odpravila peške iz Kopra do Izole. In kaj delate s to pešhojo? Pa jaz sem si stavila japanske kuglice. Dobra pela brisače. Točno, ja. Ma vi ste nori, Bruno. Oj, kolano, ja. Ona je. Kaj je lepa? Kaj pa lepa? Kaj ste te na koncu? Ne ve, kaj bo to. To je po mojem o ženi govoril. Ja, sigurno. Donatella Versace je bila vmes. Ja. Donatella Versace? Ja, ker to je bila druga žena od Brunata je podobna Donatelli Versace. Ja. Kaj govoriš? Je res. Boste slišali potem kasneje. Ti si videl to drugo ženo od Brunata? Ja. A ti je bil ne predstavil? Ne, nikoli. Ja, vidi zdaj. Ja, kako res vem, da je ista kot Donatella Versace. Je, za zlikati je. Je za zlikati. V glavnem, tisto je bila prva oddaja na začetku. Ma kakšen glas sem imel? Kaj sem prvi iz kakšne žurke? Ti si prišel z kakšnega secret diska, fiksi prišel, ki mogoče z kakšne dobre žurke. Ja, to se dostika. Ja, to se je več kot dogajalo, veš, jaz sem iz žurke, da ne bom vozil pač alkoholen domov, sem prišel prespat na radio, oni 2 uri, ne? In potem smo ga zbudili tik pred zdajci, ponavadi z Jano. Nekaj sem mislila, da bom padla tudi skupaj, ker dobro, da se je zbudil in zadnji moment, ko sem prišel, Jana, ne se ustražiti, sem jaz. A jaz sem pa mislil, da je bilo toliko hlapov, da se ne vem, zakaj tudi jaz sem pomislil na hlape, ne vem zakaj. Ja, da ne bi raznesel na radio. Hlapi so bili. Ja, ti si prihajal iz koncertov, Tomaž, ti isto pa iz kakšne dobre diskoteke in potem je bilo tako, ne? Tako se pač poklopilo nekako, v bistvu smo delali na hlape. S tem dragim benzinom, ne? Tako, si delal malo na hlape. Ja, to je lepe zgodbice. Še Špehame je bilo vmes. Špehame je legendarna. Špehame je spadala pa ne samo kikiriki, če se res namotim, tudi ob nedeljah je bila včasih. Tako, Špehame je tudi za Marijo včasih prišla na obisk. Ja, povedala kaj pametnega, kakšno skuhala, tako je. Torej, naj povemo pač kontralik Salome, ki je bila v tistih letih izredno, oziroma v tistem času izredno popularna. In si se vprašaj, zakaj se imenuje Špehame? Veš, zakaj je Špehame? Ker je Salo. Salome, Špehame. Dobro, torej 30 let Kaprisa, z vami ekipa Kikiriki po skoraj 10 letih. Dajmo še malo super muzike. Poletje, evo ga. David Guetta in Estelle. Ja, in pa One Love. One Love, David Guetta in Estelle na Kaprisu, ko je 8:19. Dobro jutro sem skupaj in dobro jutro Kikirikijevcem. Dobro jutro. Dobrodošli. Moji jutranji, bom rekel, spremljavi v času, ko ste oddajali pravzaprav na Radio Kapris že zgodaj zjutraj in isto, ki jaz imam še en flashback zate. Ja, dajmo slišati. Janka z izborom glasbe tudi tam popoldan do 18. ure in Istok z vami v prvi uri aktualno, zanimivo, na hitro, nekaj bomo našli vsekakor. Secret Disco. Vsak petek od 22 do polnoči. Vsako soboto do 8 do 11 je podmornica na Radio Kapris. Jaz, ti, jaz. Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, smo v Point Bar v Luciji. Sodelujoci Radia Kapris, Alex, Lara in pa Mitja. Alex? Ti boga. Mitja, imaš 3 drinke. Kaj pa jaz? Lahko me našeškate. So te našeškali? Ne, mislim, da ne. Sem pa bil klasičen bumbar, ne? Zakaj? Ja, na začetku sem na radiju govoril drugače, kot sem govoril realno, ne? Moraš uporabiti sedajnik. Sem še vedno bumbar. Ja, sem klasičen bumbar, pa sem še vedno jaz, ja. Sem mislil, da jaz nisem imel te faze. Vsak ima. Vsak ima.
Kaj se spomniš svojega prvega jutra, se ga ne spomniš? Ne, dejansko ne. Vem, da sem bil sigurno z Laro Pirc, kolegico, so voditeljco, ampak zdaj pa, da bi vedel, kje smo točno bili, mogoče je kakšna, ne vem, Supernova še včasih, zdaj Park Center, smo imeli gostovanje ob sobotah tam, vodili program. Nimam pojma, lik za to ne vem niti točnega datuma, kdaj sem vstopil v igro. Kdaj si prisedlal. Kaj imaš kaj v žepu, kakšnega skritega asa, Žiga? V žepu nimam nič, tako kot ponovadi, ampak imamo še kakšen izsek, ampak do tega še pridem, brez skrbi. V glavnem, nič 3-1-5-3-3-2-8-8 SMS-i danes za Kikirikijevce, torej Tomaž, Iztok in Jana. Povej mi. Jaz bi še eno glasbeno željo, zdaj sem se pa res nekaj spomnil. Uptown Girl, lahko daš tudi malo kasneje. Ne, se hitro, se zna, se hitro. Uptown Girl. Ta je res lepa, pozitivna. Zakaj to pesmico? No, zato, ker je fajn. Billy Joel, Westlife. Billy Joel. Ja, original. Dobro, evo. Tako bo zvenelo že čez nekaj trenutkov. Zapojemo prvi Kikiriki Kapris. Kar nekaj let sta prebujala obalo. Prvi je bil na Kaprisu od samega začetka. Drugi je v ekipo prišel veliko kasneje. Uigrani tandem se pred Kaprisov mikrofon danes vrača po skoraj 10 letih. Zapojemo prvi Kikiriki Kapris. Tu sta Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič za 30 let Radia Kapris. 4. Dobro jutro! Natrenirani še vedno. Ja. Prejela sta SMS. Najboljše voditelja Radia Kapris, Bruno in Giordano, pa so najboljše. Vidiš, to smo pozabili. Ta dva junaka. Jana, ti kaj pogrešaš? Zbadljivke. Zelo, ne? Ja. Kdo te zdaj zbada? Ko ni več Bruno in Giordano. Mame zbadajo malo manj, ampak me še vedno, ko še zbode tu pa tam, ne? Ampak, ja. Legendarni. Moramo še preveriti. Klasično vprašanje, 10 let še nismo vprašala. Kaj? Glavno mesto Amerike. New York ali New York? New York? Kako? Kaj New York? Bravo. Tega se spomnim dobro, ima po mojem še marsikdo, ne? Tako da ja. Sta me spravila, zdaj ne bom rekla tako. Udrek se mi sta reči. Ja. Pa to se moraš povedati, še vedno si isti. Pa ja. Na dopust pa gremo skupaj kam? Washington. Washington. In kaj je Washington? Glavno mesto Združenih držav Amerike, ne? Dobro. A čemo poklicati, imamo številko od Brunota? Dejte vmes. Imamo s tem. Že tipkam. Dobro. Ajde. Aha, pazi, zvoni. No, okej. Bruno, dobro jutro, se slišimo? Halo? Ja, gospod Bruno. Kje ste bi morali prijeti na Kapris? Kako? Jaz sem na Kapris, jaz sem leti na ulici 15. maja. Bruno, vi bi morali biti na novi lokaciji. Ma kako na novi lokaciji? Ja, pridite sem v Zeleni park. Dejmo, ki smo že začeli s programom za 30 let Radia Kapris. No, dejmo, ala. Kako, Zeleni park v Bošamarinu? Ma ne, Zeleni park v Kopru. Kako, ma te znaš, koliko je zelenih parkov, koliko je lepipa v Kopri? Ne komplicirati. Vse je zeleno, same parki, kam kako naj vam rečem, ta stara Soča. A na Čevljarski? Ne, na Čevljarski, tiste Soče na Čevljarski ni že 30 let, spodaj, nasproti tržnice. Mladinska knjiga? Ne mladinska knjiga, na drugi strani. Na drugi strani je parking. Ja. In na tretji strani je morje, Porkolano. No, vi pridite na četrto stran, ala se vidimo. Dejmo, hitro, žvelto, dejmo. A bo prišel, ne? Jaz ga ne poznam. Če je rekel ala, ja. A če je rekel ala, potem to je garancija. Ja, to je sigurno ne. Zdaj vprašanje, če njegovo opelaštvo še vedno deluje. Če ga bo pripeljala, če ima GPS. Predvsem to. In koliko gostiln je do tukaj? Dobro, upajmo, čez par minut, da ga slišimo. Ta je menda malo bolj Tomažova, ali se motim? Queensryche, Silent Acidity. Ja, lepo. 8:34 na Kaprisu Kikirikijevci ob 30. rojstnem dnevu Radia Kapris. Dobro jutro. Jutro.
Silent Lucidity in moram priznati, da to je menda bila eno tvojih najljubših, ali je še vedno tvoje najljubše? Še vedno je najljubše. Ja, to imam rad. To imaš zelo rad. Ok, super, me veseli. 20 minut je še do 9. Ful te bom rad. Super, lepo. Ne bom pozabil. To si bom ponosil v srcu, da si povedal. Glede na to, da si en mojih prvih učiteljev pravzaprav za radijsko delo. To ne bom nikoli pozabil. Ko me je zdaj postaral na hitro. Ja. 4 sekunde je rabo. Tak! Čuj, imam še en flashback zate, Tomaž. Ajde. Z vami bom bedel ob ponedeljkih med 16:30 in 19. Z vami bom Tomaž, vse tja do 8 ure, za mešalno mizo pa Igor S. Dobro jutro, ljudstvo humoristov. V nedeljo je lepo. Tomaž, Capris and rock and roll vsak torek ob 21. Radio Se slišimo? Ok. Spoštovane dame in gospodje, nocoj na frekvencah Radia Capris, vaš gostitelj Tomaž. Let's go! Radio Wow. Koliko tega? Wow. Koliko tega? Vse sem počel na radiju. Ja, vidiš? Mimo grede, lepo zdaj v Stofi, ki je vse to montiral. Igor Stojsavljevič si je vzel ful časa z mano, jaz pa z njim. Ja, pa drugačna tehnologija je bila včasih, ni bilo vse tako enostavno. To prvo roko dajo sem začel še na plošči sem vrtel. A dobro, zdaj si se sam postaral, v bistvu. Ja, že ki si začel, ti se samo nadaljeval. V 4 sekundah, čeprav plošče prihaja spet nazaj v modo. Vem, jaz sem bil moderen že takrat. Super. Ti gojiš kakšen poseben spomin na svoje obdobje, na vse te vdaje? Ponosen sem, da sem bil del tega. In takrat drugače se je delalo, kot danes predvidevam. Takrat je bilo dosti prostovoljnih ur, tudi dosti entuzijazma. Radio je takrat rastel in skupaj z radijem smo rasli vsi mi voditelji. Moram reči, da nam je po mojem bilo lažje nam, kot danes vam oziroma novim voditeljem. Ja. Zakaj? In vama dvema, kaj se je konec koncev? Zato, ker takrat si prišel, so rabili nekoga, ki pač ima čas. Pridi na radio, imaš čas. Ja, evo, gremo se učiti. Veliko je bilo improvizacije. Ja, itak da. Mogoče se zdaj dela vse malo bolj profesionalno, no? Dosti bolj profesionalno. Malo bolj formatirano, tako kot sem imel zdaj možnost teh dneh poslušati vajne stare posnetke, pa od ostalih, ki prihajajo, pa ki so že bili. Se mi zdi, da je bilo vse bolj preprosto, bolj svobodno, bolj si je lahko nek speaker izražal in povedal tako, kot čuti. Imaš res, imaš prav, samo kljub temu, kikirikivci smo bili kar formatirani, smo bili kar lepo spisani, pripravljeni, smo točno vedeli, kaj počnemo. Skoraj. Ja, vedno je skoraj. Je pršel, Bruno in Giordano, oba dva. Čakaj, samo to rabi svojo podlago, res, ki jo vsi poznajo. Tako. Gospod Bruno, gospod Giordano, po skoraj 10 letih v Kikirikiju, pozdravljena. Dober dan, pa ste Giordano tako malo utrujeni. Ja, kot vedno, ne? Ma kako lepo je, imaju te nove študije, vidi to. In visi nekaj stropa dol. Ja, tako je. Tako v kontini klobase. Pohodi. Si videl to mlečko? Seveda sem videl, sem videl skupaj v istem prostoru, gospod Bruno. Znam, ne rabiš tega meni govoriti. Pa se ste vi začeli. Dobro, pustimo. Vidim, da je minilo 10 let, ampak se niste spremenili niti 1 milimeter, ne? Hačmu, kvaliteta ostaja. Ja. Bruno, po tolikih letih spet na Caprisu, nam boste malo povedali... Žana, Pojko, kaj ti si leti? Majaka me ne vidi ste, dobro jutro. Feme da mate moje. Anka lepo dišiš, ne? Ja. Si si nalekili na nokte za delene? Ja, zalej, božičkove. Gospod Bruno, toliko let brez Caprisa, nam boste malo povedali, kako ste, leta tečejo, koliko jih imate zdaj približno? Menanka ne štejem, ne. Kako ne štejete? Ne štejem, to se vsako leto spreminja, to štetje. Ja, kaj bi? Kaj bom štev? Kaj sem zmotljen? Non stop eno več. Dosti je. Dajte mi povedati, ste še vedno predsednik literatskega društva? Kako li ne, dosmrtni predsednik. Ko eno to zljubiš liter,
Ko se poročiš s njim, je to za zmerjen. No, zdaj lahko priznaste počasi, da ste alkoholik. Navdušenec. Kaj navdušenec? Kako navdušenec? Mlečko, Kaj? Ko si 50 let poročen, kaj rečeš o razmerju? Ja, ponovadi, da se imaš rad, da se spoštuješ take zadeve. Točno tako. Ne rečeš, da si mona. Allora, jaz sem alkoholni navdušenec in upika. Ste dali lep primer, ne morem kontrirati tukaj. Dejte mi še malo povedati, kako je z vašo... Mrtva, še zmeraj. Žena Mariza. Bog je da večjega počitka. Večjega, tako je. Kaj pa vaša partnerka Dolfi, sta še zmeraj skupaj? Ja, kako ne. Vem, da je imela neke težave z vidom. Povejte, kako je. Kaj? Kaj težave z vidom? Škili. Škili. Ona škili tako, da tečejo solze po hrbti. Ko se jođa, akadil. No, ampak, a ste še zmeraj skupaj torej? Kako že ne? Edino ona še zmeraj bolj škili, ne. A ja, se poslabšuje to. Tako, zdaj sem mogel kupiti nov hladilnik. No freezer, kaj staramo ni videla več nič. Ma kako v hladilniku ni videla več nič? Kaj ima to veze? Ona tako škili narazen. Ona tako škili narazen, da sem zdaj kupil ameriški dvokrilni hladilnik. Ja, in kaj s tem? Da tako, da ko odpre vrata, točno vidi, kaj jemo na vratih. A res? Vsa zložena na vratih, razumeš? Ja, in kaj? Še dobre, hvala Bogu tem hladilnikom, ki so tako veliki, ne. Ja, čakajte, kaj pa sredina je prazna ali imate vi notri? Ja, ne, če gledaj narazen. Jaz pa notri, ne. A vi imate svoje stvari? Tako, zaslužna priznanja iz društva literatov. Tako se reče, klašam po novem. Tako da ne bo vedela ona tega. A te ne bo vedela, ja, se počujem. Ampak kaj se nič ne da narediti s tem škiljenjem, gospod Bruno? Ja. Zdaj čakaj na operacijo. Aha. Ne vidi ure, da bo šla. Znameš? Ja, zastopik, ja, dobro. Pojke lepo, ne. Jaz se imam sem glik rad. Ma seveda, zato ste skupaj. Jaz tam ko zmotljeno, pojke lepo. Gospod Bruno, kako so pa ostali, recimo vaš kolega Remigio? Odlično, nema se bolj malo vidimo, ne. Aha. Zdaj hoču Remigio, ne, da na tanku benzina prišpara 5 evrov. Ja. Se vozi po špricarju v Maribor. A res? Dobro, ni lih da prišpara, v bistvu porabi. Poslušaj me. 5 evrov prišpara na tanki. Ja. Spije za 4 evre špricarju. V Mariboru, ja. Ima 1 evro v žepi. Evro milijon. Slaba matematika, dobro. V glavnem, kje nastopate, gospod Bruno? Kako da ne nastopam? Druga sobota v januarju, Pietrokopo, ledeni otok v Izoli. Zvezla. No, krasno. Naslednje leto banka naredila eno predstavo za 15 let Brunota in Giordanota na odrih. Bravo, gospod Bruno, pridni. Še kaj? Eno knjigo spominu pišem. Kaj res? Knjigo spominov? Kako ima zdaj me ga malo bolj slabo, ne. Kako pa to? Sem knjigo razdelil po poglavjih. Ja. Chardonnay. Ja. To je poglavje prvo. Ja. 4 prazne strani spominov. Da ti ne povem, kaj se je zgodilo pri poglavju Refošk. Kaj? Inovelvezija. Kaj? Po 50 strani spominov, brez spominov. Ko začnem s Trupinovcem, lahko napišem trilogijo praznih romanov. Znaš, ko se bo to prodajalo? Zdaj neč morali. Kaj je bilo 8? Giordano Polkuladro smo me poslali 8. Allora, srečno novo leto! Ma moja, ti si eno srečno neč, Polkuladro. Bruno, pustimo zdaj Giordanota, dajte mi povedati, kaj si recimo vi želite v novem letu? Ma tako, ne, da bi se ljudje manj sekirali. Kako to mislite? Se ne da kar manj sekirati? Ti pa kako ti bom povedal, tipičen primer. Ja. Pride zadnji bod nasadjeno zelenjavo v agrarju. Ja. In v tam pupa mi reče, kaj vam lahko kaj pomagam? Sem rekel, da bi rad 2 kili dobrih jabolk, ne? Ja. In me vpraša, kaj bo rdeča ali zelena? Zdaj, ko poslušaj me, pupca, ne se sekira, daj mi kar češ, tanto, ki mi s tem lupiti. Nima veze barva, dobro. Kaj čekaš, da sem rdeče zelene, pojke lepe, ne? Tudi jaz želim manj stresa vsem, ne, tako. Tako, in v Caprisu, da čim več zbere dobrodelne akcije. Res je. Ben grem jaz, ne? Je cajt, ker sem vrežen, imam suho grlo. Ja, ma vam prinesem malo vode, gospod Bruno? Nisem umazan, sem rekel, da sem žejen. Ja, dobro. Kaj te me zabavaš, no, hvala lepa, lepo je bilo z vami poklepetati na Caprisu po tolikih letih. Tako, in manj ne pozabiti, ne, ni slabe figa za dober korenček. Res je, tako. Eko, ja, in kaj pravijo stari Grki? Kaj? Tanka med nogami rastejo brki. Tako. In kaj pravi naš literat Franko? Kaj pravi Franko? Redko kateri Slovenec ima svojo finko, vsak ima svojo danko. To je, ja, dobro. Gospod Bruno, kaj pravi Rustija Žiga? Kaj pravi? Ta neč ne briga. Hvala lepa.
Rdeči! Hvala lepa, Aj, gospod Bruno. rdeči. Srečno. Kaj ta je izhod? Ja, Tam je izhod, samo ja. ravno, samo ravno. Da bom pa del te zgodbe, to pa si nisem predstavljal. Okay, že čez nekaj trenutkov kikirikijevci se še enkrat javljajo. Kaj mi imate pada, kdo ve kam pada. Mamma mia, čo? Kakšno jutro in hvala še enkrat Iztoku in Tomažu, da ste si vzeli čas, da ste prišla. Hvala Žiga, tebi. Ja, Hvala hvala tebi, hvala. Kaj zdaj Jana, češ prav tako. 10 let ali kaj? Čez Ko se bomo samo tipali še po mojem. Čez 9,5. Čez 9,5. 9,5, Ti boš v okej. penziji? Po mojem Globoko, ja. Po mojem ja. Če jo bomo spustili, mi ne damo. Ja, vidiš. To je zdaj. 20 let se srečamo na Škocjano. Magari mi nek, jaz bom na Čakaj, Belem moram križu. tako- Ja. Ti bova pomahala. Ja, tako je. S kakšnimi lepimi željami se poslavljamo. Ja, no tako, ne res, izredno sem v imenu celotne ekipe sem vama hvaležen, tudi zaradi tega, ker sem se tudi jaz lahko marsikaj od vaju dveh naučil v vaših jutrih in tudi klica ste prijeli, pa SMS, tako da odmeva še vedno. Lepo, lepo. Ja, fajn slišati. Vesel sem, ful ponosen in hvala še enkrat za povabilo. Radio Capri želim še naslednjih novih 30 let uspešnih, zabavnih, polnih vsega dobrega. No. Ja, tako. Lepo se imeta in hvala za to uro smeha. Ja. Midva želiva vsem lepe praznike, krasno vstop v novo Itak da leto, ja, itak dajte da biti ja. dobrodelni, vsekakor, dajte pomagati. Jutri pa vas čakajo Ana Marija in Luka. Še dva, ki sta zaznamovala kar lep kos Caprisove zgodovine. Fajn se imejte in se kje srečamo. Tako. Čau, hvala lepa. Čau.